No, prav lepo pozdravljamo v naši sredi, gospo doktorico Tamaro Gleser-Pečar, dobrodošla v naši sredi, zgodovinarka in avtorica temeljnih del. Nocoj, poleg tega, da bomo spregovorili tudi o vašem jubileju, vas bomo počastili nocoj in seveda tudi bo govora o tej reviji Dileme, ki da bi posvetila eno številko. Torej, prav lepo pozdravljam tudi vsi vas, hvala, da ste v takem številu. Mi je žal, da nismo zunaj, bomo pa drugič, v upanju, da bo lepo vreme in jaz bi predala kar besedo Renato Podbesiču, ki bo nocoj vodil pogovor z gospo Tamaro. Dobro večer vsem skupaj, posebno veselje mi je, ampak res ne, da bi bila samo beseda ali pa leporečje, da v naši sredi tukaj na Goriškem predstavim eno najbolj znanih slovenskih zgodovinar, predvsem v tujini, doma nekoliko manj, gospo kolegico, ki je napisala številna temeljna dela slovenskega zgodovinopisja, spet, ki jih bolj ceni tujina kot domača zemlja. Gospo, s katero sodelujeva že kar nekaj let in sva se zmenila, da se bova tikala, ker se tikava tudi tako drugače v privatnem življenju. In smo na Goriškem, smo na Primorskem, kjer smo sicer ljudje malo bolj neformalni. Torej, najprej, da izrazim to presenečenje in tudi osebno zadovoljstvo, da smo se toliko zbralo v tej lepi dvorani, tukaj pri Kulturnem centru Lojze Bratuš, ki nas tako vedno znova prijazno gosti pod lipami, korenite lipe še vedno cvetijo, prinašajo pomlad, vedno znova Goriško deželo in z njimi tudi take ugledne goste. Pozdravljam vse skupaj, posebej še gospoda dr. Karla Bonutija, nekdanjega veleposlanika, našega goriškega rojaka. Vse tukaj zaposleni v centru Bratuš, ki vedno znova nam pomagajo pri organizaciji teh večerov, predvsem pa vse goriške duhovnike. Namreč, dr. Tamara Gleser-Pečar je velik del svoje raziskovalne kariere, dela kot zgodovinarka, opusa, posvetila prav raziskovanju cerkve, zlasti v tem 20. stoletju, ki je prineslo toliko tragike tudi cerkvi in duhovnikom na Slovenskem. Bila je ena prvih, ki je temeljna dela raziskave, pobojev, zaporov, konfinacij, potem predvsem pa sodnih procesov proti duhovnikom na Slovenskem sistematično obdelala. Zato smo se zbrali, da bi nas prisluhnili v pogovoru, na koncu pa obljubljava, da bo tudi nekaj časa za vaša vprašanja. Naj ob tem posebno veselje izrazim zaradi tega, da lahko vam predstavimo revijo Dileme in sicer lahko predstavimo njej posvečeno tematsko številko, ki je išla ob koncu lanskega leta in je, kot je bilo rečeno, posvečena dr. Tamari Gleser-Pečar, tudi članki, ki so v njej objavljeni, v glavnem govorijo ali so nekako v širšem sozvočju njenega dela. Naj v 2 minutah bo dovoljeno, da predstavim to revijo, ki izhaja zdaj že 3. leto v Ljubljani. Teme so slovenske, so vse slovenske, segajo tako v slovensko domovino, kot zamejstvo, kot v izseljenstvo. Naj ob tem v posebno veselje med nami pozdravim, pa sem uvodoma pozabil, upam, da mi ne boste zamerila, tudi Boštjana in gospo, Boštjana Kocmurja in gospo Boljšo Polovico iz Ljubljane, ki Boštjan Kocmurji je vodja izseljenske organizacije Slovenija v svetu in sem posebej vesel, da ste se pripeljala na naš goriški večer. Torej, revija Dileme je revija, ki jo izdajamo na Študijskem centru za narodno spravo v Ljubljani. Revija ima širše zasnovan mednarodni uredniški odbor, ukvarja se z vprašanji polpretekle, torej predvsem novejše zgodovine in verjamem, da prinaša za vsakega bralca kakšno zanimivo stvar. Med člani uredništva je tudi
današnja gostja, tukaj pod lepami, dr. Tamara Griser-Pečar. Torej, najprej govorimo na vprašanje, kdo je današnja gostja. Verjamem, da ste brali o njej v raznih časopisih, jo videli na televiziji, no mislim, da je tokrat prvič naša gostja, čeprav je bila že tukaj v Kulturnem centru Lojze Bratuš z razstavo o preganjanju vere in cerkve, kot gostujočo razstavo pred nekaj leti. Tamara Griser-Pečar je bila rojena v Ljubljani, sicer je Štajerka, sej to ni lih lepa lastnost biti Štajerc, pa ni tudi greh, ne? Tako da je preživela velik del svojega življenja izven domače zemlje. In tukaj se pokaže njena kvaliteta, kljub temu, da je dosegala nagrade, priznanja, govori tekoče vrsto jezikov, se vedno znova s svojim delom, raziskovanjem, s svojimi rezultati vrača v domovino. Veste, pa tega je ne bi bilo treba. Niti zaradi finančnih razlogov, pa čega drugega. Tako da Tamara je obiskovala šolo v Ljubljani, potem v Kopru, v Portorožu. Njen oče je bil, Franc Pečar, je bil član tiste tehnične inteligence, ki so jih po drugi svetovni vojni poslali v slovensko obalo, slovensko primorje, torej na obalo, da bi po odhodu velikega dela števila italijanskega prebivalstva gradili tamkajšnjo slovensko oziroma jugoslovansko industrijo. Ker je padel v nemilost tedanjih oblasti, ki ga je hotela tudi zastrupiti, so se obmaknili leta 1962 v tujino, živeli so predvsem v Ameriki, potem so se poti razšle, kajti Tamara je študirala v New Yorku, Parizu, na Dunaju, kjer je tudi diplomirala. Ukvarjala se je na prvih z zanimivo tematiko odnosa krajinske dežele, oziroma slovenske deželne vlade do koroškega plebiscita, koroškega vprašanja. Prav drugo leto se bomo spominjali tragične izgube Koroške s plebiscitom 1920. Njen raziskovalni opus je izredno širok. Posvečala se je tako vprašanjem prve vojne, vprašanjem Habsburžanov, tukaj sva se našla. Oba imava, ne bova rekla, da sva nostalgika po kakšni Avstriji, daleč od tega, ampak imava nek pozitiven odnos do rodbine, ki je 600 let obvladovala naše dežele oziroma jim dajala pečat. Imela je to srečo, da je osebno poznala našo zadnjo cesarico, Cito, o kateri je napisala tudi eno prvih monografij, žal v slovenščini še nimamo, nagrajeno monografijo Cita, ki je išla v nemščini, češčini, japonščini in tudi pred 4 leti v italijanščini, v založbi librarije Editrice Goviziane, se pravi Lega, in jo se lahko berete tudi v italijanščini, v slovenščini, kot sem omenil, žal še ne. Potem je izdala zanimivo monografijo o aferi Sixtus. To so bili bratje, Cite, ki so hoteli leta 16-17 nekako izhod Avstrije iz prve vojne in prestop ali vsaj mirovna pogajanja z Antanto doseči. Tudi o tem je pisala. Potem se je pa začela bolj posvečati nevralgičnim točkam polovice ali sredine 20. stoletja, krvavi vojni, revoluciji. Izdala je imenitno knjigo, temeljno delo še danes za vsakega, ki se ukvarja z slovensko novejšo zgodovino, ki je šla najprej v nemščini, Serijski folk, bila nagrajena v Avstriji, mi smo jo dobili v prevodu 2004 kot Razdvojeni narod. Kljub 15-letni distanci je knjiga še danes obvezno branje za vsakega, ki hoče razumeti dogajanje v slovenskem med drugo svetovno vojno. In ne smemo pozabiti njenega monumentalnega dela Cerkev na Zatožni klopi, kjer je izredno pronicljivo, izredno natančno, pa tudi z pravo poznavalsko žilico uveljavljenega zgodovinarja pristopila k raziskovanju usode cerkve in duhovnikov na Slovenskem med vojno in v prvem povojnem obdobju do leta 1961, torej do sprejemanja zakona o položaju verskih skupnosti. Vmes je izdala cel kup člankov in prispevkov in sodelovanja na simpozijih, tega ne bomo omenjali, zdaj v uvodu, ker je bilo tega preveč.
Naj povem, da poleg ljubezni do Habsburžanov in tudi raziskovalnih tematik, oba naj jo zanimajo Habsburžani, naj zanima prva vojna, naj jo zanima cerkvena zgodovina, naj jo zanima druga svetovna vojna, naj jo druži tudi ta skupni pristop do zgodovinopisja, ki ga jemljeva v duhu očeta sodobnega zgodovinopisja, nemškega zgodovinarja Leopolda von Rankeja, ki je poudarjal delo na virih, torej ne antropologizacija, ki je potem nadstavba, če hočete, ali pa nadaljevanje dela, ampak najprej dostop do virov, raziskovanje virov, včasih tudi mukotrpno iskanje in delanje in biti umazan do komolcev v arhivih in potem zlaganje v zgodbo. Moram priznati, da njene knjige, ko jih človek prebira, so izredno berljive. Tudi nekdo, ki se ne ukvarja zgodovino vsak dan, pa da to zanima, lahko razume to, kar je avtorica zapisala, kaj ti je predstavljeno na izredno zanimiv način. Torej, povedali smo, kdo je Tamara, povedali smo, da je, oziroma nismo še povedali, da je predavateljica tudi na Univerzi v Mariboru, ki velja trenutno za eno najboljših univerzijske zgodovine, študija zgodovine tiče. Drugače pa je nekaj let sva sodelovala tudi na fakulteti za uporabne družbene študije, tukaj v Novi Gorici, pri poučevanju zgodovine. Drugače sva pa tudi veliko sodelujeva v okviru študijskega centra za narodno spravo v Ljubljani, kjer Tamara vodi raziskovalni program o kršitvah človekovih pravic v povojnem obdobju do leta 1990. Marsikaj od tega, kar nisva povedala, bova pa, verjamem, v nadaljevanju. Še to sem pozabil povedati. Tamara ne samo, da je študirala v tujini, da je delovala, da je pisala, da so jo nagradili, med druge dobila 2004 tudi papeško priznanje pro Ecclesia et Pontifice in je tudi zelo internacionalno zasnovala svoje osebno življenje. Poročena je s Hermanom Griserjem, ki je Tirolc po rodu, je časnikar, je publicist, vrsto leti deloval kot urednik raznih nemških časopisov, ki se tudi razume slovensko, tako da ne morate opravljati pred njim, dobro razume. In drugače pa sta živela od Münchna do Düsseldorfa, zdaj živita pa na Dunaju. Tako Tamara, kljub temu, da je ugledna, da živi na Dunaju, da je v penziji, vedno znova prihaja, se vrača v Slovenijo. Tako v raziskovalnem kot v osebnem smislu je tudi ženona, vzgojila je 2 sinova, ki sta jih posebno veselje, vnuki mendajo zelo izčrpavajo, nekaj so lista pravih letih, ki kradejo dragoceni raziskovalni čas, malo za šalo, malo za res. Skratka, vesel sem še enkrat, da povem, da si danes med nami. Tamara, zdaj po tem dolgem uvodu, zdaj pevah stvari, ki so že nestrpni. Dovolji najprej, da vse prav lepo pozdravim in da se veselim, da sem že drugič tukaj v vašem domu, prvič seveda z razstavo. Na Gorico vedno zelo rada prihajam, sem tudi zelo rada predavala tukaj, pa so pa zgodovino ukinili, žal je Bog, shajamo pred zgodovine, tako da najlepša hvala, da sem lahko tukaj. Dejva za uvod malo bolj lahko vprašanje, ker so ljudje kuriozni, lahko poveva, da se stara dobrih 70 let, ne? Zbornik, ki je bil posvečen, piše notar, zdaj ali bojo prebrali, potem ali povemo zdaj vse to nekaj. Ampak, glej, čisto človeško, zakaj se posvečaš tem raziskovalnim temam, ki sva jih pravkar omenila? Zakaj se ti zdi pomembno, da se danes v 21. stoletju v globalni Evropi ukvarjamo s tematikami, kot so vojna, revolucija, umori, povojni poboji, izvensodni poboji, stranpoti sodstva, potem tudi cerkev, preganjanje cerkve. Zakaj je to pomembno, po tvoje? Torej, to je sploh pomembno, zato da se kršitve človekovih pravic naj ne bi ponavljale.
Ampak v Sloveniji je posebno pomembno, zaradi tega, ker je to še vedno del vsakdana. Ker še pravzaprav Slovenija je v tranziciji, trenutno imam celo občutek, da gre pot spet nazaj delno, da so še vedno tudi verniki, državljani drugega razreda, to smo videli včeraj, ko so sprejeli novelo zakona o šolstvu. Torej, v Sloveniji je to izrednega pomena, ker ne funkcionira sodstvo, ker ni dnevnikov, ki pišejo drugače. Svoboda je pravzaprav takrat, to pravi moj mož, kada lahko greš k trafiko in kupiš tudi en časopis, ki piše dnevnik, ki piše drugače. In tega vsega v Sloveniji ni in to je najbrž tudi en od problemov, ker če bi bili drugačni časopisi, če bi mediji funkcionirali tako, kot bi morali, tudi televizija, potem bi najbrž marsikaj tudi bilo drugače, bi najbrž tudi sodstvo delovalo drugače. Pomemben opus, kot smo povedali, si je pustila, praznovala v zgodovini katoliške cerkve, zlasti v 20. stoletju. Imela si odlične stike, poudarjam še enkrat, imela si odlične stike z vrhovi Slovenske katoliške cerkve. Bili so to časi, ko si bila ena tistih, ki je sodelovala pri pisanju ekspertize o pokojnem ljubljanskem škofu Rožmanu. Bili so si ena tistih, ki je pomagala brati njegovo ime. Bila si ena tistih, ki so te škofje vabili, povpraševali, ki so upoštevali tvoje mnenje. Imam občutek, da danes tega ni več. A se motim? Jaz mislim, da se ne motiš. Včasih je bilo to pomembno, se mi zdi ravno zaradi tega, ker je Slovenska katoliška cerkev imela toliko žrtev. Jaz sem opisala samo do leta 61, 800 Jerovšek, ki jih je štel, jaz jih nisem. Vsekakor okoli 880 primerov se mi zdi. Moram reči, da sem malo žalostna, da se tukaj cerkev ni potrudila, da bi vse ti duhovniki, ki so bili žrtvi montiranih procesov, pa tudi žrtve umorov in preganjajo nasploh, da se ni potrudila, da bi ti duhovnike rehabilitirali. In tega žal ni, tudi ni velikega zanimanja za to. Uspelo nam je pri škofu Rožmanu, tukaj je takratni javni generalni tožilec Anton Drobnik se zelo trudil za revizijo, to nam ni uspelo, ampak vsekakor je bil proces, hvala Bogu, razveljavljen. So nekateri primeri, ampak ni pa bilo posluha za to, da bi iz te strani nasplošno se potrudili za rehabilitacijo. To je, da sem malo podoben. Glej, v tvoji raziskavi in tudi na razstavi si dokazala, da je bila cerkev, katoliška cerkev na Slovenskem po drugi svetovni vojni najpomembnejša civilno-družbena organizacija, ki je partija ni vzela, ali vsaj ne popolnoma vzela pod svoje okrilje. Potem je nastopila tako imenovana svoboda, demokratične volitve, sprejema oblasti. Zakaj po tvoje danes, 2019, še vedno govorimo o teh stvarih? Zakaj? Kje vidiš težave na strani cerkve? Kdo je tisti? Zakaj vendarle?
Ja, težava je v tem, da nismo imeli prave, uporabljamo izraz lustracije, ne? Iz raznih težav. Jugoslavija je razpadla in so bili boji in je bilo takrat seveda zelo težavno, ampak ljudje, ki so bili obremenjeni, so ostali na svojih mestih. Ne? Se ne gre za to, da bi jih spravili v zapore, ampak ne se zdi, da bi morali takrat stopiti korak nazaj, pa prepustiti pozicije ljudem, ki so bili neobremenjeni. In imam občutek, kot da so takrat se sicer malo potegnili nazaj, ampak pa, ker se jim ni nič zgodilo, se ni bil nihče na sodišču zaradi tega, ne? Tudi morilci je. In so prišli pa spet ven iz luknje in začenjajo spet seveda prevzemati oblast. Ampak vendar, glej, še enkrat se vrneva na to rdečo nit. Cerkev je šla kot pomembna organizacija, imela nek kapital leta 90-91. Zakaj ga danes nima oziroma ga vsak dan bolj izgublja? Deva ostati na zgodovinskem polju, ne bova šla zdaj v populizem ali pa na politologijo. Zakaj bom čisto direktno vprašal, po tvojem slovenskih škofov večinoma ne zanima to, kaj se je dogajalo njihovim duhovnikom? Bom poskušal bolj plastično postaviti uvod. Vsi poznajo, ali velika večina tukaj prisotnih pozna usodo našega goriškega rojaka, žal pokojnega Joška Kraglja. Letos je 100 let njegovega rojstva. Ti si pisala veliko o njem, ga obiskovala tukaj v Gorici, ki je bil še pri šolskih sestrah. Vendarle, on je do konca dejansko ni bil, saj ne popolnoma pravno rehabilitiran, čeprav šlo za klasičen, montiran proces povojnega obdobja. In sicer en tistih 9 duhovnikov, ki so bili obsojeni na smrt. 4 so tudi dejansko... 4 so dejansko, jaz bom rekla, umorili, ker je šlo za montiran proces. Joško Kragelj se je trudil potem za rehabilitacijo, če smem tako resodno rehabilitacijo, ne. Vložil je prošnjo za varstvo zakonitosti, pa mu je bila zavrnjena, kar ga je, vsaj tako ta občutek sem imela, zelo prizadelo. In tukaj se tudi inštitucija ni tako zelo zavzela za njega, ker on je trpel v imenu Slovenske cerkve. In to je seveda zelo žalostno. A se ti zdi, da vidva kot zgodovinarja imava pravico ali pa lahko potegneva vendar na neko ločnico in rečeva poslušalcem, da so malo provokativen in poslušalkam, zakaj je danes človek ima občutek, mi, ki se s tem ukvarjamo, da je slabše, kot je bilo tudi na tem področju v začetku ali pa v polovici 90-ih let, torej pred 20 in več leti. Ja, mogoče smo imeli takrat škofe, ki jih je ta tematika zelo zanimala, ki so se zelo, gospod Šuštar je recimo moje delo zelo podpiral, pa tudi nadškof Kramberger, pa tudi nadškof Rodi, pa Uran. Zdaj pravzaprav ne vem, zdaj tega občutka nimam, ne. Dobro, se so dovolj povedala. Imam drugo temo, da ne bo rekel, da jih trujeva cerkvijo. Veš kaj, ko si pisala knjigo 15 let nazaj, mislim, da nekje omenjaš, da je na slovenskem državnem ozemlju brez zamejstva, karkoli že izraz zamejstvo pomeni, bilo takrat okoli 100 grobišč raziskanih. Zdaj vemo, da jih je približno 720 popisanih. Saj še 200 jih ni popisanih, torej čakajo še za upis, kaj da se raziskave vprašanje, kdaj bojo. Torej se bližamo strašni številki 1000. To ni bistvena številka. Vsaka številka je grozna, to je samo ena. Ampak vendarle, zakaj
se ti zdi, da moramo danes raziskovati ta grobišča? Zakaj se moramo s tem sploh ukvarjati? Jaz mislim, da narod, ki ne pozna svojih korenin, nima bodočnosti. Jaz mislim, da je nujno potrebno, da zgodovino vzamemo in sicer lepe strani in slabe strani, take kot so bile. In pa nas žali Bog, te strani še nismo popolnoma obdelali. Ne? Mi smo še vedno na tem, da ugotavljamo, da je vedno več žrtev. Ne? Ko sem jaz pisala knjigo 2003, je šla v nemščini in sicer je pobudo dal pokojni Jože Bernik in njegova žena. Upam, da je vam vsem gospod Bernik v spominu, je prišel nazaj iz Amerike, pravnik, bil je tudi predsedniški kandidat in se je zelo tudi trudil in pomagal v Sloveniji po prevratu. In še vedno pravzaprav delamo temeljne raziskave o obdobju druge svetovne vojne in po njej. Še vedno nimamo popolne slike vsega, kar se je dogajalo. In kot si ti ravno rekel, takrat, ko sem jaz pisala knjigo, je bilo naše vedenje, da imamo 100 takih prikritih grobov, kot se to reče pri nas. Pravzaprav lahko govorimo o moriščih. In danes je vladna komisija pod gospodom Dežmanom prišla do številke 720, kar ne pomeni, da je vseh teh 720 grobišč raziskanih, so pravzaprav samo evidentirane in zelo majhen del teh je raziskanih. Zdaj smo ravno pred tem, da bodo na Kočevskem odkrili eno največjih morišč. Na Cestnovo Gorico, ja. Omenila si dr. Jožeta Bernika, uglednega Slovenca v Združenih državah Amerike. Imam občutek, da po letu 90 je kar nekaj naših vojakov, ki so delovali na zdravstvenem, ekonomskem, pravnem, političnem področju, gospodarskem področju, predvsem ponudilo svoje usluge mladi državi Republiki Sloveniji, tako iz zamejstva kot iz izseljenstva. Ne bova je tukaj naštela, spisek bi bil predolg. Tudi ti si ena od tistih, ki velikokrat na svoje stroške se z Dunaja non-stop voziš, pa dejansko nimaš nobenih sorodnikov bližnjih tukaj. Imam že, ampak ne prav familijo imaš na Dunaju, oziroma v Nemčiji, sinove, v Švici. Skratka, ampak zakaj si se odločila, da boš pa zdaj posvetila svoj, bi rekel, najlepša leta, ko je človek v pokoj, ko bi lahko doma z možem, ne vem, počivala na kavču, taka nisi, ne znaš tega. Pekla dunajski zrezke, ne? Ja, tako dobro. Zakaj si se odločila, da posvečaš še vedno in to z vnemo, z znanjem? Pravzaprav, ko je bil prevrat, sta dva, sicer hčerka od Odona Habsburškega, Valburga, ki je poročena na Švedskem in ki je spremljala moje delo, pravzaprav svoji stari mami in starem očetu, rekla, zdaj pa čas, da je treba tukaj nekaj narediti, pa moj mož. Oba sta rekla, zdaj pa treba se obrniti v Slovenijo, ker predtem jaz nisem hotela pisati pravljic, ne? In arhivi niso bili dostopni, zato se nisem prej ukvarjala z novejšo slovensko zgodovino, ker moje delo temelji na virih. Ampak ko je bil prevrat, pa je bil čas, ko se je to lahko začelo, sicer takrat zelo primitivno, in zato sem prišla nazaj. Ne. Se je prišlo veliko ljudi iz emigracije, ki so pomagali, ki pa niso bili vedno povsem dobrodošli, če smem tako reči. Drži, tukaj ta knjiga svoja že uvodoma omenila.
verjetno si ena redkih rojakov, skratka, ki je imel to čast, da je osebno raziskoval, poznal in osebno raziskoval v habsburškem privatnem arhivu. Tukaj smo omenili monografijo o Citi, letos je menilo 30 let, kar je umrla, tudi žena Karla, zadnjega avstrijskega cesarja, ki je umrl že v 1922. Napisala si to monografijo, da lahko v par besedah skiciraš, kako je neka Slovenka, ki se potepa po svetu, živi potem na koncu let v Avstriji, pride do tega, da jih Habsburžani odprejo privatni arhiv, napiše knjigo, ki velja še danes za temeljno delo, ki je prevedejo vse mogoče svetovne jezike, razen še ne v slovenščino. Ja, to je bil pravzaprav slučaj. Bilo je pred njeno 90-letnico. Takrat se je Avstrija odločila, da jo bo sprejela spet domov. Habsburžani so imeli avstrijski potni list, v katerem je pisalo, avstrijski potni list, za vse države, samo ne za Avstrijo. In takrat, moj mož je takrat delal v Münchner Merkur, bil eden od glavnih urednikov tam in odgovorni urednik me je prosil, da napišem en prispevek ob 90. obletnici. Iz tega je nastala vrsta prispevkov, pa sem videla, da pravzaprav prave biografije ni in sem potem napisala monografijo, ker je Oton Habsburški živel v Münchnu. Smo ga tudi večkrat srečali, bil je tudi pri nas doma, ne samo on, tudi njegova sestra in brat, ki je živel v Meksiku, in hčerka in sin. In tako sem dobila priložnost, da tudi vidim njihov privatni arhiv, ki je bil v Cicersu, v domu, kjer je cesarica Cita živela zadnja leta, je tudi tam umrla. In tako je pravzaprav sta nastali dve knjigi. So bili Habsburžani zadovoljni, ko so knjigo tvojo prebrali o sebi, ko se jim pravzaprav nastavlja ogledalo tej veliki vladarski rodbini, ki je od konca 13. stoletja naprej lahko rečemo obvladovala Evropo? Torej, knjigo sem še imela priliko predati Citi in tudi Otonu Habsburškemu. Torej, nisem slišala nič negativnega. Samo da večina verjetno ve, ampak vseeno Otto Habsburški bi bil naš cesar, nekronani cesar, sin Cita in Karla, to je tisti, ki se ga boste spomnili, ki je veliko naredil za priznanje Slovenije kot samostalne države. Ja. Zelo je bil podoben Francetu Bučarju in bil je evropski poslanec tudi, umrl je pred par leti. Ja, on se izredno trudil za to, da prepriča v Evropi odgovorne, da priznajo Slovenijo, pa Hrvaško tudi. Sem imela priliko celo prevesti tist telegram, ki ga je Kučan poslal Otonu v slovenščini. Ne bom tega komentirala, ampak je se zelo, zelo trudil, je bil absolutno na naši strani, če smem tako reči. Mi, ki smo navadni ljudje, pa nimamo prilike se srečevati s temi kronanimi glavami. Kakšni so bili Cita, naša cesarica, konec koncev, Oto, njen najstarejši sin, kakšna družina? Kako so živeli, kako so dejansko se obnašali? Izredno disciplinirano, bili so osebno zelo skromni, zelo delovni. Ona je pravzaprav zgojila 8 otrok, zadnja hčerka je prišla na svet šele, ko je oče že umrl. In zasegli so jim tudi osebno premoženje, ne? Tako da ni bilo lahko, ne? Ampak iz te
veje družine pravzaprav ni bilo nobenih škandalov. Otto Habsburški je moral narediti maturo v madžarsko in avstrijsko, sta dve komisiji prišle. Je potem študiral seveda v Belgiji in je pred drugo svetovno vojno, torej ko so napadli Belgijo, Nemci šel v Ameriko, cela družina je šla tja. In je od tam tudi sodeloval tudi z Rooseveltom, Churchillom in so delali seveda cel čas so delali proti seveda okupaciji. On je bil odkrit protinacist. Absolutno, absolutno. Kaj pa, kakšen odnos so imeli do cerkve? Ja, bili so, sploh moram reči, da ne bi tega, kar so doživeli, preživeli, če ne bi bili tako verni. To je ena izredno verna družina. Vse do konca. To je bilo prvo, kjer so imeli hišni oltar in so molili. Ko sva končala s tem, peva spet, prej sva ga dotaknila se samo vloga škofa Rožmana. Gremo spet v obdobje druge svetovne vojne. Za nas, ki smo rasli nekoliko drugih časih, pa recimo malo manj svobodnem svetu kot ti, je bil škof Rožman simbol vsega zla. Jaz mislim, da si marsikdo iz moje generacije ga predstavlja kot hudička z dvema rožičkoma. Tako so nam ga slikali. Ja. Tvoja ekspertiza, ki si jo pripravila z kolegom doktorjem Francetom Dolinarjem in je išla pred več kot 20 leti v Ljubljani, dokazuje ravno nasprotno. Če bi morala v par stavkih tukaj spoštovanim poslušalcem razložiti, kdo je bil škof Rožman in zakaj si zasluži ne samo tvoje ukvarjanje z njim, ampak tudi, da se končno opere njegovo ime. Kaj bi jim predstavila v par stavkih? Torej, škof Rožman je bil velik Slovenec, patriot, bil je dušni pastir, ki je stal svojim vernikom na strani. Njegovega celotnega delovanja med drugo svetovno vojno sploh ne moremo razumeti, če ne upoštevamo njegovih intervencij za ljudi. Včasih so pred njegovo pisarno je stalo 50 ljudi, ki so prosili, da intervenira za njihove domače, interveniral je za duhovnike, za otroke, za pravzaprav ljudi vseh barv, tudi za komuniste. Primer Toneta Tomčiča je pravzaprav klasičen primer za to. Italijani so tudi potem, ko so ugotovili, da prosi za vsakogar, tudi njegove intervencije niso več tako upoštevali, ne? Ampak on je imel občutek, da mora pomagati svojim ljudem, zaradi tega je tudi seveda ostal v Ljubljani, ko je hotel intervenirati javno proti okupatorju, je papež to odsvetoval, ker je rekel, da bo drugače ga bodo internirali nekje sredi Italije, pa v Ljubljani v Sloveniji ne bo nikogar več, ki bi lahko pomagal. Bil je tudi edini, ki se je zavzemal za lavantinske duhovnike in za tiste, ki so pribežali iz Štajerske, Gorenjske, v italijansko okupirano ozemlje. Bilo je teh okoli 17 000, to so kar visoke številke. In to je bilo mogoče, ker je on se za to zavzel pri Italijanih. Če sem spet malo podoben, pa mogoče bi koga iz poslušalstva zanimalo, govoriš nekatere stvari, ki si jih izmišljuješ na pamet, ali imamo dokaze o tem?
O vsem tem imamo dokaze. Mi smo izdali debel zbornik, ne samo, da so mi z Dolinarjem napisali ekspertizo, ki seveda temelji na virih. Smo izdali potem tudi, ko je bil razveljavljen proces, zelo debelo knjigo med sodbo sodišča in sodbo vesti, v kateri so zbrane medvojne pridige, v kateri so zbrane razna pisma. Naredili smo seznam vseh intervencij. Niso vse, ampak vse, ki smo pač našli dokumente, pri katerih smo imena lahko razbrali, so pa tudi cele skupine, recimo se je zavzel za 350 duhovnikov, za 1700 otrok in tako naprej, ne, številke so precej visoke. In če pogledamo izrek židovski, ne, če rešiš enega, ja, tako, potem bi rekla, da to tudi velja za njega, ne. Naredil je res ogromno. In mariborski škof je bil konfiniran v svoji palači in ni smel ničesar, ni mogel nikomor pomagati. Bila pa je seveda povezava tajna med Ljubljano in Mariborom in edini, ki je lahko kaj naredil, je bil škof Rožman. Dovolj mi še zadnje vprašanje o njem, ko to imamo tukaj, pa ne vem, kdaj spet prideš, da boš nam to tako plastično povedala, razložila. Ampak vendarle, zakaj po tvoje retorično vprašanje si je po vojni taki bez povojnih oblasti nakopal? Zakaj se je ves srd povojne partijske, če hočeš komunistične osti, srda proti njemu usmeril? Samo zato, ker je bil poglavar ali šef katoliške cerkve v ljubljanski škofiji? Ne, zaradi tega, ker je bil velik nasprotnik komunizma. Ne? On je papeževo encikliko seveda absolutno podpiral, in sicer iz verskih razlogov je nasprotoval brezbožnemu komunizmu, kot so to rekli. In ker je potem tudi, ko je začela vojna v Sloveniji, ko so začeli moriti po cestah in domovih, ko je bila ustanovljena varnostno-obveščevalna služba sredi avgusta leta 1941, je seveda temu vedno bolj nasprotoval. Ne? Najprej se ni oglasil, ko je bila ustanovljena protiimperialistična fronta oziroma potem osvobodilna fronta, ker je pa bilo vedno več teh umorov domačih ljudi, predvsem katoličanov, je potem seveda vedno bolj dvigal svoj glas. Cerkev enostavno se ni mogla sprijazniti s temi umori. Ja, pa glej, on je bil Korošc, doma iz okolice Pliberka. Po prvi vojni je zaradi nemškega nacionalizma, šovinizma pribežal v Ljubljano iz Koroške. A kako bi potem razložila recimo njegov poziv domobrancem, naj sodelujejo z Nemci? Sem zelo preprosto to povedal, postavil vprašanje, prav zato, da bi bilo razumljivo in da bi tebe izval. Da bi ravno pozival domobrance, da grejo k Nemcem, to ne bi podpisala. Ne? Tukaj je treba reči, da so fantje, veljala je mobilizacija in fantje so morali iti ali v SS, ali v nemško vojsko, ali v organizacijo TOT, ali pa so šli v slovensko domobranstvo, ki seveda se ni borilo proti zaveznikom, niso se borili izven slovenskih meja. Ne.
In zato so šli slovenski fantje v slovensko domobranstvo, ne? Ampak da bi jih on pozival, to seveda ne. Ampak on teh fantov ni hotel pustiti na cedilu, zelo so kritizirali potem njegovo tiho mašo pred prisego 20. aprila 1944 na stadionu, na Plečnikovem stadionu v Ljubljani, ne? Ampak on je pospravil liturgično posodje in je potem stadion je odšel. Čeprav so ga povabili da ostane med prisego. In on je tudi predno je to tiho mašo imel, si dal predložiti prisego in rekli so mu tudi, da so častniki prisegli kralju in bilo je vse predloženo tudi Mihajloviću, ki je bil takrat poveljnik jugoslovanske vojske v domovini, po domači četnikov, in je rekel, da ta prisega ne velja, ker velja prisega kralju, ne. Sva zgodovinarja, ampak vendarle, kaj bi danes, ko gledamo nazaj, videla, da bi škof lahko drugače storil? A je sploh kaj takega, kar bi z današnjim vedenjem, poznavanjem okoliščin rekli, tukaj se pa ni dobro odločil, oziroma tam bi se lahko drugače odločil. V zgodovinopisju ni, kaj bi bilo, če bi bilo, hvala Bogu. Ampak danes, ko si verjetno na Slovenskem ena izmed osebnosti, lahko rečemo ne ena izmed, ampak tisti, ki je največ dokumentov videl o njem, oziroma ki si je o škofu Rožmanu lahko ustvaril najbolj popolno sliko. Jaz mislim, da dokumenta, ki je bil objavljen, oziroma ki je obstajal v slovenskih arhivih, prosto odprtih, ne vem, kaj imajo nekateri še doma, tudi to je možno, da ne bi videla. Kaj bi danes po vsem tem znanju, ki si ga nakopičila, lahko rekla, da tako bi se škof Rožman, ali je sploh kaj takega, kar bi drugače odločil? Škof Rožman je bil prepričan, da je treba preprečiti prelivanje krvi čim večjim ljudem. Torej, on je rekel, da pravzaprav to, kar je Eisenhower tudi pozival po radiju, ne se izpostavljati, predno pridejo zavezniki, ker to stane samo življenje. Ne? To je on tudi, zato je nasprotoval temu, da grejo ljudje v gozdove, ker je videl samo, da bo preveč žrtev. On je hotel, da narod preživi za čim manj žrtev. In to je nekaj, kar se mi zdi, da je pozitivno, čeprav je bilo zelo kritizirano tudi na zavezniški strani. Ne? Glej, velja nekako njegova anatema, če hočemo, njegov izgon, njegov obsodba na izgubo spomina, ampak vendarle, on je iskal stike tudi s partizanskim gibanjem. A lahko v dveh besedah nam to fokusiraš? Ja, seveda, on je bil prepričan, ko ga je prosil njegov prejšnji vodja škofijskega arhiva, da pomaga, je priskrbel vse, kar je potrebno za maševanje med partizani. Bil prepričan, da tudi partizani potrebujejo duhovno oskrbo. To je malo drugače kot Tomažič. Tomažič je to, torej mariborski, levantinski škof je to temu nasprotoval, ne? In je tudi svojim duhovnikom pravzaprav to več ali manj prepovedal, ne? Škof Rožman tega ni naredil, ne? No in ta arhivar je bil, ki si ga omenjala? No, povej. Metod Mikuš, ja, ne? Tako. Točno. Ki je potem on je poslal svojega brata, ne, Staneta Mikuža, ki je sob k Rožmanu in mu je to vse preskrbel.
Sva zaključila to, ne? Ja. So že poslušalce bi lahko marsikaj rekli, ampak je dovolj. Sej večer je še mlad, tako pravi. Deva reči še par besed o tej reviji. To je revija, ki sva v vodu že nekaj rekla, 4 številke so do zdaj išle, pripravlja se 5. številka, lanska 2. številka, to je ta, je bila posvečena v celoti tebi, tvojemu spominu, tvojemu delu. Mislim, da je bogata številka, odzvali so se različni avtorji iz različnih slovenskih pokrajin. Uvodnik k tvoji življenjski poti je napisala Andreja Valič-Zvir. Dr. Milko Mikola, ki je tudi gostoval v Gorici, ne v teh prostorih, ampak tam na katoliški knjigarni, v galeriji Ars je predstavil svojo knjigo že pred nekaj leti, je pisal o celjskih industrialcih Vestnih. Kolegica Mirjam Duje-Jurjevčič je pisala o nasilju na Bloški planoti leta 1942. Mlajši kolega Miha Drobnič je pisal o delovanju taborišča Šentvit, skozi katerega so šli številni ujetniki takoj pod konca druge svetovne vojne. Kolega Damjan Hančič je pisal o odnosu kamniške partije do katoliške cerkve v prvih svetovnih letih. Kolegica Jelka Piškovič je pisala o upravni delitvi Ljubljane in njenih občin v času socializma. Sam sem se osredotočil na opis spominov Srečka Šuligoja, znanega goriškega duhovnika, ki je umrl pred dolgimi 20 leti, dolgoletni kaplan oziroma dekan v Kanalu, ki je bil leta 1945 zaprt skupaj s nadškofom Margotijem, tukaj blizu, na Cingrofu, palači grofu Koronini, kjer je imela Ozna svoje zapore, v tistih dneh uprave Gorice, maj, juni 1945, in Srečko Šuligoj je bil kot bogoslovec zaprt skupaj med škofom Margotijem. In za konc še ena primorska zgodba, ki jo je napisal kolega dr. Igor Grdina in govori o marksističnem dokumentu, ki ga je našel po naključju v nekem privatnem arhivu. Gre za partijsko sejo tega centra, ki je potekala leta 1978, in govori o tem, kako je treba obravnavati Primorce, primorsko-nacionalni boj za osvoboditev in odnos do fašizma v obdobju med obema svetovnima vojnama. Zdaj vsega ne bova povedala, ker potem bralci tega ne bojo brali. Ne? Knjigo mislim, dobite tudi v knjižnici, drugače, če bi kdo posebej rabil, se lahko tudi name obrne. Imamo idejo tudi revijo naprej izdajati, člankov bralcev imamo kar precej. Naj povem, da je idejo za revijo dal nekdanji pravosodni minister, dr. Lovro Šturan, ki tudi sicer precej prispeva k delovanju našega centra, k izdajanju revije in ki mu je posvečena tale številka, torej prva letošnja številka, ki stopa pred bralca, išla je pred 3 dnevi. Tamara, zakaj se ti zdi pomembno, da izdajamo tako revijo? Ja, zelo pomembno je, da pišemo o vseh teh stvareh naprej, kontinuirano in tudi, da damo pravzaprav platformo raznoraznim raziskovalcem. Pravzaprav se zelo trudimo za dialog. Nismo ravno zelo uspešni, vedno vabimo tudi kolege, ki interpretirajo zgodovino malo drugače kot mi, pa pravzaprav ne bomo popustili, bomo delali naprej v tej smeri, da pride tudi do ene diskusije, ki pa seveda sloni na dejstvih. Ne? Mislim, da je to ta najvažnejša stvar, da mi zgodovinari, interpretacij je veliko, ampak vse interpretacije morajo temeljiti na dejstvih. Ne, mi ne moramo se izmišljati kakršnih koli stvari, tudi ne smemo ignorirati ničesar, zaradi tega, da je naša, da lahko prikažemo eno sliko,
ki je nam všeč. Ne? Naj poslušalcem povem, da čeprav si večino življenja živela v nemškem svetu in da si na prvi pogled tako zelo stroga, zelo odtujena ali pa nepriljubljena, gre v resnici za eno mehko dušo, ki vam je kadarkoli pripravljena pomagati, če boste o polnoči pisali po mailu, čez polnoči 15 minut boste zgovorila. Ponavadi je tako, ima široko znanje, tudi kot človek izredno topla in človekoljubna, pomaga, ima ta empatijo odnos do sočloveka. Mi je ostalo spominu pred časom, ko je nek naš ljubljanski kolega rekel, veš, Tamara, mi teh dokumentov ne bi dali na dan, ker bi nam škodili. Pa se spomnim, kako si izrojila, ko je bilo to rečeno. Zagovarja to, kar sva uvodoma povedala. Dokumenti, delovni dokumenti, delo na arhivih in zgodovina je lahko samo resnica. Ne more biti prikrajevanje ali poskus prikrajevanja preteklosti, ker potem nismo več zgodovinarji, smo vse kaj drugega kot zgodovinarji. Naj ob tem povem, da imaš po svoje velike težave. V slovenskem prostoru do pred par let te praktično niso citirali. Torej, tvoje knjige niso brali, ali pa so jih brali, pa niso priznali. Ne samo, da dejansko so te napadali, ugotovili so, da ni fajn te napadati, kot je s tem delal reklamo, in so te ignorirali. Kako uspeš iti čez to? Zakaj te potem še zmeri žene, da raziskuješ, kljub temu, da si vidiš, da se ti dogaja krivica? Ne, saj ne delam zaradi tega, da sem komorkoli všeč. Ne? Mislim, da zgodovinarji tam ne sploh ne smemo iz tega vidika delati, ne? Ampak delamo zato, da pride resnica na dan. Ne? Po mojem pojmi obstaja samo ena resnica. Ne? To je tudi ena taka, zdaj rečemo fake news, da je več resnic in vsak ima svojo. Ne? Jaz mislim, da je samo ena. Ena je dve, ne more biti kaj drugega. Ne? In samo če to vzamemo na znanje, če upoštevamo vsa dejstva, ki so nam na razpolago in če ne zamolčimo ničesar, kar je znano, vsega seveda ne poznamo in je treba tudi sliko vsakekrat, kadar se pokažejo nova, verodostojna dejstva, to sliko tudi popraviti. Nimamo nobenih kamenčkov v kroni na glavo, ki bi nam lahko padli dol, ampak kadar je treba, kadar se pokaže, da je stvar drugačna, da se pokažejo novi dokumenti, ki kažejo drugačno sliko, je to sliko treba popraviti. Ne? In na to vztrajamo, zato imamo ta naš program, ki se ukvarja s človekovimi pravicami, ne samo v drugi svetovni vojni po njej, ampak vse od prve svetovne vojne naprej. Ne? In jaz upam, da bo to delo Renato, ko jim je ta program oddala, nadaljeval. Deva reči nekaj što pametno. Dost potuješ po svetu, deluješ se raznih kongresov, simpozijev, debatiraš s kolegi iz različnih držav. Zakaj, spet retorično vprašanje, zakaj so Poljaki, Estonci, Čehi, Slovaki, Mađari, številni narodi vzhodne in srednje Evrope, ne bo rekel, da so imeli isto, ampak podobno zgodovinsko izkušnjo, ne isto, podobno, ampak vendarle so sposobni preseči te delitve, te, bom rekel, stran poti iz svoje bližnje preteklosti v krvavem 20. stoletju, pri nas se pa vedno znova vračamo na te tematike. Zakaj? Ja, oni so presegli ta prejšnji sistem. Ne? Pravno, če imamo Poljsko, oni publicirajo tudi podobni inštitut kot naš, ima veliko več kompetenc, tudi dela za tožilstvo. Ne? Oni so ta sistem presegli. Pri nas je pa še vedno del vsakdana. Ne? Pri nas so še vedno na sodiščih ljudje, ki so kršili človekove pravice
In toliko časa, ko bo to tako, ko se ne bomo od tega poslovili, se bojim, da ne bo boljše. Ne? Na Češkem je bilo so veliko bolj podpirali raziskave, na Poljskem tako ali tako. Ne? Na Madžarskem je hiša groze, ne? Torej muzej, ki prikazuje samo ta totalitarni režim. Mi vsega tega nimamo in da so težave s študijskim centrom od vsega začetka, ki bi nekaterega hoteli včeraj že odpraviti, ne šele jutri, pa tudi vidimo vsak dan. Ampak kot Slovenka, ki živi na Dunaju, ki je poročena s Tirolcem, da še enkrat ponovimo tisto mantro, ki smo danes že slišali, ki se vedno znova vrača domov rada, ki ima to svojo domovino izredno v srcu, kako gledaš prihodnost? Pustiva zdaj preteklost, to sva obdelala, to je tvoj poklic, to ni samo poklic, to je poslanstvo, ki ga z veseljem in človek te občuduje, kako vedno znova me presenetiš, ko kaj odkriješ, mi pošliš kakšen mail, tudi če sem slave volje, tudi če je žena upravičeno jezna name, dobim tvoj mail, pa me spraviš dobro voljo, ker si kakšno dobro stvar odkrila in tako naprej, se oproščam, če sem nekoliko oseben. Kako kot dunajska Slovenka gledaš na prihodnost tega dela sveta? Našo domovino, širšem kontekstu, danes smo popoldne šli malo po Gorici. Mislim, da si kar nekoliko nostalgično gledala na to naše lepo mesto tukaj na meji, ki pravzaprav je z razpadom monarhije nekako izgubilo svoj kompas. Kaj se ti zdi? Ja, torej, če ne bi mislila, da bo lepega dne vendar le boljše, zato delamo, ne? Če ne, sicer pa lahko kar nehamo. Ne? Če ne bi mislila, da bo lepega dne vendar tudi v Sloveniji prišla na oblast pomladna stran, pa ne samo kratkočasno, in da se bodo vsa ta omrežja v ozadju, ki imajo Slovenijo pravzaprav kot talca. Če ne bi mislila na to, potem bi pravzaprav lahko morali končati, ampak sem optimist in verjamem, da bo lepega dne tega konc. Spet bom tisti hudičev odvetnikov reče, sem mislil, že s tem končati, dati spoštovanim obiskovalkam besedo, ampak spet si me spravljal slabo pozicijo. Zakaj, odkot črpaš ta optimizem? Vse tukaj smo si podobna, slova optimista po naravi in tukaj se najdela, oziroma smo se najdela že pred kar nekaj leti. Ampak odkot črpaš ta optimizem? Zakaj je vredno danes verjeti, da bo jutri boljše? Veste kaj, jaz sem zrasla, mojemu očetu so naredili veliko hudega in bil je pa vedno prepričan, da vse, kar se dobrega naredi in kar se slabega naredi, se končno v zadnji uri plača. In o tem sem prepričan. Pravzaprav nekaj dodati. Želel samo še dve stvari. Tamara danes ostane z nami, tako da potem, če bi želeli kdo še kaj vprašati v neformalnem pogovoru, boš dovolila, ne? Ker nisi ravno vsak dan gostja na Goriškem več. Po drugi strani pa sva rekla, da kakšno vprašanje moramo dati, ne? Tako da, če ima kdo kaj za vprašati, kar izvolite. Bom izkoristil to priliko, ker mislim, da pod zelo velikim pogledom v zgodovino ste lahko tudi proroški. Se v Evropi dogaja demontaža prebivalstva, se dogaja, kaj nas čaka. Verjamem, da je ta zgodovina, ki jo raziskujete, pomembna. Ampak zdi se, da tako hitro, kot se zdaj nekaj spreminja, ruši. Kako vidite, vi pa recimo tisti najbližji, ki ste verjetno imate
in zgodovinski pogled in tudi to, kar se zdaj dogaja, kaj se dogaja v Evropi zdaj. Hvala. Torej, mi zgodovinarji seveda nismo preroki, ampak takih velikih ljudi, kot so bili po drugi svetovni vojni v Evropi, Adenauer in tako Schumann in tako naprej, De Gasperi seveda, ki so gradili to, kar je danes Evropska unija, pa tudi pozneje, imenovala bi tudi Kohla. Takih ljudi danes žal ni. Situacija v Evropi je seveda zelo kritična, pa tudi upam, da ne bomo zapravili tako, kot se je Avstro-Ogrska zapravila, da ne bomo tudi Evropske unije zapravili. Ne? Moramo malo optimistično gledati naprej. Da bi dodal to, kar ste omenili glede škofa Rožmana. Namreč on je rešil iz zaporov več komunistov, kot vsi ostali Slovenci skupaj. In to iz samega razloga, da vsako človeško življenje je dragoceno. Ja, res. Pa tudi Jude je reševal, ne? In ravno Renato jaz sem tudi v tem smislu našla kar nekaj dokumentov in Renato je to v rimskem arhivu tudi potem našel še dodatne. Tako da objavili smo sezname številnih ljudi, ki jih je reševal. Ne glede na to, kakšne politično prepričanje so imeli, on je bil absolutno nasprotnik komunizma, utemeljeno, ker komunizem je totalitarni sistem, ni pa bil proti ljudem, je pa pomagal ljudem, tudi komunistom. Ni drugih vprašanj? Je. Dejstvo je, da velika večina arhivov je bila bodisi poskrita ali pa uničena. Ob osamosvojitvi se je kaj resnega naredilo v to smer, ker to je zločin proti narodu, uničiti arhive. Ne? Se je kaj resnega naredilo v to smer, da bi ugotovili, kdo je zadaj za to zadevo, konkretno, čeprav vemo nasplošno, ampak in da tisti odgovarja kaj. Ker nikoli ne pridemo v narodni zgodovini naši do zadnje točke, recimo tudi to, nobeden je odgovarjal za zločine med drugo svetovno vojno, za strahotne poboje, jame in podobno. Je tukaj kakšen premik ali se še kaj dela na tem ali je že pokopano to? Torej, mi na vsak način delamo na tem, ne? Ampak tako kot ni nihče odgovarjal za umore, čeprav smo natančno vedeli za nekatere ljudi, ne? Tako seveda tudi ni nihče odgovarjal za to, da se je kulturna dediščina, in to so arhivi, uničuje. Ne? Okoli 80% arhivskega gradiva, kar se tiče Udbe, je bilo uničenega. Ne? Če primerjamo to recimo z Nemčijo, vzhodno Nemčijo, tam je bilo okoli 5%, pa zdaj še sestavljajo tiste vreče raztrganih dokumentov. Ne? Pri nas pa je druga tendenca, pri nas pa sprejemamo novele arhivskega zakona, ki zapirajo arhive še naprej. Ne? Recimo, čisto na tiho, ne samo takrat smo se zelo borili proti tej noveli, ki je enačila žrtve in storilce, ne? Da je treba žrtve zaščititi, je jasno kot beli dan, ampak da se tudi storilce ščiti in da to je nekaj, kar je recimo v drugih državah absolutno nemogoče. Ne?
In čisto na tiho so pol sprejeli še en zakon, namreč zakon o zdravskih dokumentih, medicinskih dokumentih, ki za 150 let zapira arhivsko gradivo, to se pravi, da nimamo možnosti, da bi lahko raziskovali primere ljudi, ki jih je partija spravila v psihiatrijo, recimo. Pa tudi jaz sem imela na razstavi Preganjene vere in cerkve zdravstveno polo ene nune, ki so ji še malo pred smrtjo potrdili, da je zdrava in da lahko za težko fizično delo sposobna. Ne? Tega dokumenta danes ne bi dobila. Pa ne samo to. Pravkar sem izdala en primer enega križarja, ki je zbolel umsko in so ga z Novega Celja odpeljali Nemci, pa umorili, primer evtanazije. Tudi to je danes po dokumentih nemogoče, da bi do teh dokumentov sploh prišli. Torej, mi skrivamo tudi zdravstvene pole ljudi, ki so jih Nemci umorili. Ne? Torej, to je nekaj popolnoma nemogočega in tukaj bi morali resnično, če pride ena vlada, zakaj to delajo? Zato, ker hočejo sami sebe oziroma svoje prednike zaščititi, ne? Tiste, ki so bili odgovorni za kršitve človekovih pravic. Ne? In je skrajni čas, da ti ljudje, da enkrat tole odpravimo, da smo ena normalna država, ki razišče te kršitve in da žrtvam spet njihovo dobro ime. Bom jaz postavil še eno vprašanje, mogoče bomo še koga kasneje sprejeli. Nisva nič rekla o tvojih načrtih. Rek si mlada upokojenka, vnuki rastejo, imaš, vem, eno knjigo, nadaljevanje, drugi del Preganjene cerkve, od 61 naprej pripravljaš, pa potem tebe izzovem. Pa mogoče kakšen apel, tukaj imamo kar nekaj primorskih duhovnikov, če bi bilo kakšne dokumente, kjer najdu, da bi lahko predal, ne? Sama povej. To je sploh seveda apel, da jih predate nekomu, ki jih potem zgodovinsko izkoristi, da ne grejo stvari v pozabo, to bi bilo najboljše. Ker je sistem programske skupin, ki se borimo za denar, tak, da je treba čim več prispevkov izdati in ne cenijo toliko knjig. Zaradi tega je malo ta moj projekt se ustavil, ampak ga seveda nadaljujem in bom najprej izdala eno monografijo o Ciril-metodijskem društvu, pa tudi križarji so me prosili na Dunaju, da v slovenskih križarjih napišem, križnikih napišem eno knjigo. Center nemškega reda je namreč, kakor se imenuje, je na Dunaju že od 13. stoletja naprej. To je zdaj najprej, ampak seveda v prvi vrsti stoji naš program, pa obstoj študijskega centra. Še kakšno vprašanje? Samo še. Mene zanima, če veste mogoče, kje smo do dostopa do beograjskih arhivov in nam znajo ti pokazati to, kar je v naših ni več. Pravzaprav bi tisti del, ki se tiče Slovenije, morali že zdavnaj dobiti, ampak
To arhivsko gradivo še vedno ni dostopno, oziroma je odvisno od tega, za kateri arhiv gre, ne? Ker Renato je že bil v Beogradu, ampak Srbi so imeli najprej načrt, da zaprejo tole arhivsko gradivo, predvsem udbe do leta 2071. To je pa Evropska unija preprečila, ker hočejo vendar prej ali slej se tudi je priključiti. Ampak obstaja tudi komisija, kjer je naš kolega tudi zraven, ampak zelo daleč še nismo prišli. Pa mislim, da bi bilo dobro, če Renato, ki je bil v Beogradu, malo več o tem. Ja, jaz bom pa ostal malo skrivnosten, pa ne zato, ker ne bi hotel odgovoriti, ampak zato, ker ne bi rad ošibil pogajalskega izhodišča. Naj povem, zgolj to, sem bil v več arhivih v Beogradu, ogromnega gradiva je ohranjenega še, ogromnega, tudi v vojaškem arhivu, ki je mogoče to vrsto najbolj zanimiv. Težko je priti noter, ampak se človek zgrozi, ko vidi, kaj vse tam še vedno obstaja. Zdaj, ne bi jaz bil rad tisti, ki meče kamen ali pa umazano blato nekoga, ampak tukaj je dosti krivda slovenske države iz Ljubljane, da tega gradiva ne dobimo nazaj. Jugoslavija, nekdanja propadla Jugoslavija, je bila centralizirana država. Originali, tudi med drugo svetovno vojno, dokumentov so šli v Beograd, na glavni štab in potem v Beograd, pardon, na vrhovni štab in potem v Beograd. Tako da prav za naše kraje, za Goriško, Tržaško, sem gledal, dokumenti, originali so shranjeni še vedno v Beogradu, taki dokumenti, ki jih danes v Ljubljani ne vidimo. Ampak problem je v tem, je težko priti, jih ne morate kopirati, ne morate sfotografirati, treba je samo izpisovati, vas stalno preverjajo. Verjameva, sva optimista, kot je Tamara že povedala, da s procesom približevanja srpske države Evropski uniji, karkoli že to pomeni, da se bo tudi na tem področju stvar normalizirala. Upam, da v tem času ne bojo dokumentov uničevali in jaz sem prepričan, da v roku nekaj let bomo zelo presenečeni, ko bomo videli, kaj vse bo prišlo še na dan. Nekaj sem imel priliko vedeti, ampak ne mi zameriti o podrobnostih z tega mesta ne bom govoril. Dobro. Če ne drugih vprašanj, bi nocojšnji večer zaključili. Jaz bi se zahvalila gospe Tamari Gresa Pečan, da se vzela čas, da je prišla z Dunaja na naše srečanje pod Lipami. Seveda ji želimo še veliko zdravja in veliko let uspešnega raziskovanja. Najlepša hvala. Hvala tudi Renato. Hvala tudi Renato, ki je lepo predstavil gospod Tamaro in tudi zelo lepo vodil nocojšnji večer, tako kot vedno, smo vajeni še njega. Tako kot je povedal že prej Renato, imamo nekaj izvodov te revije Dilema, ki jo lahko dobite, če koga zanima, stane 12 €. Potem še dve informacije, in sicer v nedeljo 4. avgusta bo 31. srečanje Slovencev, treh Slovenij na Višavje. Kot kulturni center bomo organizirali avtobus, tako kot lani, če bo koga zanimalo, se lahko prijavi. Potem, naslednji teden, v četrtek, bomo imeli v naši sredi doktorja Jožeta Dežmana in arheologa doktorja Uroša Koširja. Predstavili bomo knjigo Nemoč laži. In za zaključek, mi kot običajno nadaljujemo ob kozarcu vina. Kdo želi, se lahko stavi v naši sredi. Nocoj nam poklanjajo svoje vino, svoje izdelek, Dužina Mužič iz Števeljana, ki se jim lepo zahvaljujemo. Tako, hvala tudi vsem vam, ki ste se udeležili od tako velike številu. Če bo lepo vreme, bomo naslednji četrtek zunaj pod Lipami.
Hvala lepa vsem, hvala lepa še enkrat gospe Tamari Gresel Pečar, hvala Renatu in vsem vam, ki ste tako številno se udeležili na splošne.